Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Ja, veliko praznikov je že za nami in bomo seveda še kar nekaj časa čakali na naslednje praznike, ampak občinski praznik, in to prvi, je vseeno takšen praznik, ki mu treba še enkrat dati posebno veljavo, še povedati to in ono, sploh pa, kako je prišlo do ideje, da praznujemo v Ormožu svoj občinski praznik. Zdelo se nam je prav, da torej malo več povemo o tem, in zato je z nami danes podžupanja občine Ormož, Irma Murat, ki je bila pravzaprav tudi koordinatorica vseh dogajanj v okviru občinskega praznika. Gospa Irma, lepo pozdravljeni v naši družbi. Lep pozdrav tudi vam. No, že kar nekaj časa, pravzaprav po krivici, niste bili naša gostja. Kaj se je dogajalo vmes? Ja, kar nekaj časa. Jaz mislim, da sem bila nazadnje takrat, ko sem bila kot vodja aktiva. Ravnateljev? Ja, vodja aktiva ravnateljev. In smo se takrat pogovarjali bolj v tisti smeri pedagoški, organizacijski, kar se tam dogaja, tudi v povezavi z dnevom učiteljev. Takrat dodeljenimi nagradami, v tej smeri je tekel pogovor. No, o vaši novi nalogi oziroma v funkciji podžupanje pa seveda še ni bilo priložnosti, da podrobneje spregovoriva. Tako da, kako ste se sprijaznili s to funkcijo? Vam laska ta funkcija? Sprijaznila se sem, ker če se ne bi sprijaznila, je niti ne bi sprejela. Zdaj, če mi laska, ne bi rekla v tej smeri, ampak jaz se poskušam truditi, to, kar je potrebno narediti, naredim, se tudi čim bolj uspešno vključujem v dogajanje na občini, seveda, kolikor mi čas dopušča, ker vendarle je tista osnovna služba na prvem mestu. Vsekakor. Ampak določene naloge pa so seveda, ki jih morate kot podžupanja opravljati. Je kakšno področje posebej vaše, recimo? Zdaj, tako bom rekla, takrat, ko se je gospod župan odločal o imenovanju podžupana, podžupanje, takrat je nekako bilo v ospredju razmišljanje, da bi se naj pokrivalo s tem mestom bolj področje družbenih dejavnosti. In tudi tako je, na tistem področju nekako se bolj vključujem, kar se tiče tudi zavodov, tudi osnovnih šol, gimnazije, pa na splošno družbenega življenja v občini Ormož. No, tako je torej nekako koordinacija prvega občinskega praznika oziroma dogajanj, ki jih je pač žal z določenih razlogov bilo letos manj, vse skupaj je bilo okrnjeno malo, vemo zakaj, ne, je ta naloga pripadla vam. Ja. Nič ni to nenavadnega torej. Tako, ne, čisto normalno bi lahko rekli, ne, tako kot ste že povedali. Bilo je načrtovano nekoliko več. Že zato, ker je prvi občinski praznik, smo malo bolj smelo pristopili k temu, vsaj v začetku, ko smo načrtovali, ampak žal situacija je bila drugačna, spremenjena. Koronavirus je naredil svoje tudi na tem področju. Tudi ko smo zdaj vendarle želeli izpeljati pa vsaj nekaj aktivnosti na tem področju, počastitev prvega občinskega praznika, smo bili malo v dilemi, kako in kaj. In res so bile aktivnosti speljane v zadnjem trenutku, če takole rečem, ker vse smo delali nekako na rezervo. Ja, kljub temu se je izkazalo vse zelo uspešno. Meni osebno recimo je bil najbolj všeč ambient, kje se je vse skupaj dogajalo. Govorim o osrednji proslavi, torej o prvem občinskem prazniku. Vsekakor se je dvorišče grajske pristave izkazalo kot odličen ambient in lokacija, ne, za to proslavo. Je to bila vaša ideja, da se to tam dogaja? Nekako smo skupaj prišli do te ideje tudi v povezavi lokacije Ormoškega poletja, torej prireditev, ki se jih je nekaj že odvilo in pa potem nekaj seveda se še jih bo. Ampak ta lokacija
ob grajski pristavi je idealna za takšne prireditve. Je pa res, po drugi strani, da pa si odvisen od vremena. In tudi to, moram reči, nam je čudovito služilo, čeprav še skoraj uro in pol pred samo prireditvijo ni kazalo tako, ne? In smo tudi bili malo v dilemi, kaj zdaj storiti, ali v zadnjem trenutku spremeniti lokacijo ali ostati na tej lokaciji. Kako pa je vam pravzaprav všeč ideja, da se praznuje občinski praznik? Ta ideja je v Ormožu že nekaj časa tlela, ne? Že prej v sestavi prejšnjega občinskega sveta, v sestavi prejšnjega župana, sedaj pa seveda se je izkristalizirala, dobila tisto končno noto. Prav je tako. Že zaradi tega, ker krajevne skupnosti, zdaj moram reči vse krajevne skupnosti, so že praznovale svoje krajevne praznike. Tudi ne nazadnje v zadnjih letih krajevna skupnost Ormož, ostale krajevne skupnosti prej, in prav je, da potem tudi občina dobi svoj občinski praznik. No, kako pa je pravzaprav zamišljen ta praznik? Kako dolgo bi se praznovalo? Kaj vse bi vključeval ta praznik? Zamišljeno je bilo tako, da bi v bistvu tedenski termin bi bil zajet nekako med tednom, seveda tisti datum, osrednji datum je 16. junij, okrog tega datuma bi bile vezane prireditve. Zamišljeno je bilo tudi tako in jaz upam, da bo potem naslednje leto že ali pa v naslednjih letih to uresničljivo, da bi se med drugim, poleg seveda slovesne prireditve, slovesne proslave, kjer bi, oziroma tako kot je bilo tudi letos, podeljene plakete, nagrade, tako je zamišljeno še naprej, ampak še posebno noto bi dobile krajevne skupnosti. Vse krajevne skupnosti bi se predstavile v tem tednu z kulinariko, z tudi vinogradniki na teh posameznih območjih, prav tako društva, in v domeni krajevne skupnosti bi bilo, kaj bi imela za pokazati. Tako da tudi ta odločitev je bila v ospredju. No, te informacije do danes nismo imeli, ne? Ampak sliši se zelo zanimivo. Ne? Predstavljam si, torej, vsak dan bi torej nastopila ena krajevna skupnost s svojim programom najbrž, ki bi torej vključevala torej tudi kulinariko, vina in tako dalje. No, fino, super. Osrednja proslava pa bi torej verjetno ostala na 16. Tako, ostaja. Čeprav zdaj smo tudi datum spremenili, torej vikend oziroma petek, ker vendarle 16. junija je bila razstava razglednic, torej, ki jo je pripravil Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož oziroma kustosinja vodja enote Pokrajinskega muzeja tukaj v Ormožu, gospa Nevenka Korpič. Tudi zanimivo, ne, za ogled. No, glede na to, da so torej vam zadane naloga, ne, nekako koordiniranje družbenih dejavnosti, dobro sodelujete z muzejem? Ja, jaz moram reči, kar se tiče te enote tukaj v Ormožu, zelo dobro sodelujemo. Zdaj, če malo nakažem, kaj se bo tudi dogajalo in kakšne so aktivnosti v tem dopustniško-počitniškem času, namreč pripravljamo sicer Miklavžu pri Ormožu spominsko sobo profesor dr. Stanku Janežiču, ker sta v letošnjem letu dve pomembni obletnici, in sicer 10 let od njegove smrti in pa 100 let od njegovega rojstva. In nekako smo se odločili, da pripravimo spominsko sobo z njegovimi deli, tudi z predmeti iz njegovega življenja, kraja, vendarle je to njegova rojstna vas, praktično Veliki Brebrovnik. In zato je prav, da to obeležimo v letošnjem letu. Pokrajinski muzej bo seveda tisti, ki bo nam pri tem pomagal, prav tako bo odkrit spomenik
tukaj doprsni kip v Ormožu in pa simpozij priložnostni. O tem se še dogovarjamo, ampak vendarle to so aktivnosti, ki jih peljemo skupaj z muzejem. No, zanimivo, to je tudi prvi glas, ne? No in kje bo ta spominska soba v Miklavžu? Domačini vedo, kje je ta prostor, in sicer nekoč, pred davnimi leti tudi, ko še sem jaz bila osnovnošolka, je v teh prostorih bil zdravnik oziroma zdravnica, dr. Kolaričeva je prihajala, in pa zobozdravnik. Nekaj časa so ti prostori bili namenjeni poučevanju verouka, zdaj več ne, so obnovljeni. Sedaj je seveda, ker so nekaj časa bili že prazni, potrebno še kaj postoriti, ampak idealen prostor za vzpostavitev spominske sobe. Ker namreč pri Miklavžu seveda deluje gasilski muzej, kar je tudi enkratna priložnost, da pridejo obiskovalci v naše kraje, in smo ponosni na to. In je kar nekaj del, pa tudi predmetov, ki so povezani s profesor dr. Stankom Janežičem. Tam je manjši prostor in seveda del tega bomo prenesli tudi v to novo spominsko sobo. No, to me zelo veseli, to je res ena taka lepa gesta, torej, ki jo boste Stanku Janežiču torej posvetili, kot se seveda tudi zasluži, glede na vse to, kar je pisal in s čim se je ukvarjal v teku svojega bogatega ustvarjalnega življenja. Tako, in še častni občan občine Ormož je bil še zraven. Tako. Torej, pričakujemo torej tudi spomenik pred gradom v aleji teh pomembnih ormoških mož in žena. Ja, fino. No, potem pa, če sva že v Miklavžu pri Ormožu, povejte nam, no, kakšni so načrti s temi nesrečnimi štalami tam, no, ki se že tako na pol malo rušijo. Ja, glejte, kakšni so načrti. Vsi si želimo, da bi ta zgradba dobila neko svojo noto, svoje življenje, ker vendarle področje Miklavža, sam center Miklavža se ureja, zdaj dvorana, tudi, kot smo prej omenjali, spominska soba, tam okrog spomenika se urejajo stvari, tako da si vsi želimo, da bi tudi Faroške štale, kot jim rečemo, dobile življenje. Žal, lastništvo ni ne v domeni torej občine ali kogarkoli drugega, gre za lastništvo križniškega reda. Z gospodom Štamparjem se dogovarjamo, so neke ideje, kaj bi tam bilo lahko, ampak zaenkrat samo še ideje. No, vsekakor. Dobro je, da se razmišlja o tem. Tako, to pa se. Vsekakor pa gre za objekt, ki tako že sedaj, ne, v takšnem stanju, kot je, nekoliko vznemirljiv objekt, ne, pravzaprav. Zagotovo, tako, če ga pogledamo, ne, lep objekt, ampak žal načel ga je že zob časa, sicer so določena dela bila opravljena, ker tudi na strehi, ampak vendarle objekt sameva. Ja, morda bi bil to pravi prostor za gasilski muzej, ne? So, ideje so bile tudi v tej smeri, tudi vinogradniški muzej, tudi ideja recimo vzpostavitve centra šolskih obšolskih dejavnosti, ampak pravim, zaenkrat res samo še ideje. Vam je znano morda kaj tako pomembnega pa se v drugih krajevnih skupnostih dogaja, kjer boste lahko vi torej tudi za svojo funkcijo pristopili? Glejte, po krajevnih skupnostih se marsikaj dogaja, ne, kot sami veste, zdaj res zadnje mesece ne toliko, ampak vendarle, kar se tiče družbenega življenja, jaz upam, da bodo te aktivnosti se potem vpeljale zopet, če ne prej kot v jesen, od praznovanj tudi krajevnih praznikov, tudi raznih prireditev, ki jih ni malo po naših krajih drugače. Društva so zelo aktivna, pa imam v mislih tudi kulturna društva, turistična društva, tudi nenazadnje društva upokojencev so zelo dejavna na družbenem področju.
Tako da jaz mislim, da je kar nekaj stvari, kjer se lahko vključimo vsi skupaj in seveda na ta način doprimoremo k prepoznavnosti naših krajev, pa tudi k družbenemu življenju, družabništvu, srečevanjih, veselju ljudi. Tako kot je potrebno za ta čas, ne? Tako. Da se malo stopimo skupaj. Vsekakor pa se veliko govori oziroma spodbude padajo z vseh strani, da se čim več sodeluje, da čim več torej napravimo nekako z roko v roki. Vrniva se torej na občinski praznik, bil je takšen, kot je bil, žal nekoliko okrnjen zaradi korone nesrečne. Pa morda o razstavi, ki je bila torej na sam ta praznični dan, 16. junija. Veliko tega je bilo videti. Kako vam je recimo vam osebno, tako to je malo eno tako osebno vprašanje, ste nostalgičen tip recimo, kako vas vznemirjajo te starinske slike recimo? Jaz mislim, da z leti tudi to pridobiš oziroma si bolj nostalgičen, bolj čustven z tega vidika. Jaz moram reči, da mi je bila razstava zelo všeč. Določene stvari vidiš, kakšne so bile v preteklosti, si jih poskušaš prenesti v sedanji čas oziroma obratno, pa tudi, kar pa mi je bilo zelo všeč, pa je ta film, ki je nastal in bil prikazan, ne. Z te ptičje perspektive pa lahko ugotavljamo, da je Ormož zelo lep. Ja, tudi okolica, ne, Tudi, da ne bomo zanemarjali v tem primeru. Vsekakor pa je potem bila pika na i ta velika proslava, slavnostna seja, ne, ki jo seveda treba tudi omeniti. Je to protokol recimo, da se slavnostna seja torej nekako organizira pred oziroma ob podelitvi občinskih priznanj? Glede, prakse po drugih občinah so različne. Nekatere občine imajo slavnostne seje pred osrednjo prireditvijo, nekatere ne. Mi smo vendarle ostali na slavnostni seji, kjer je prav v takšnem ožjem okvirju. Bili so povabljeni svetniki občinskega sveta, prav tako nagrajenci, sorodniki, prav tako člani delovnih teles in pa člani nadzornega odbora in pa seveda častni občani občine Ormož. In prav je, da je seja bila. Moram reči, smo razmišljali, ali jo uvrstiti ali pa samo ostati na tisti osrednji prireditvi, in v zadnjem trenutku smo se potem odločili, da prav tako vendarle je to neki svečani dogodek in seveda slavnostna seja spada zraven. No, višek proslave, razen teh podelitve plaket, se je zdel vsa tista priznanja, ki so jih prejeli tisti, ki so bili najaktivnejši v času covida. Kdo je prišel na to idejo? Nekako smo se na občini pogovarjali, da je bilo kar nekaj tudi društev, tudi posameznikov v tem času vpetih dogajanje, in to so bila opravljena dela prostovoljno, neplačljivo, in prav je, da se tudi na ta način na osrednji prireditvi zahvalimo. In jaz, kolikor sem se pogovarjala tudi z ljudmi, ki so šivali maske, vendarle ena pozornost, in so to naši občani zelo dobro sprejeli. Tako da pravzaprav ste na vse pomislili, ne? Ja, verjetno bi se še kaj našlo zagotovo, ampak kot smo se pogovarjali že, letos je bilo prvič, letos je bilo v okrnjeni varianti zaradi seveda koronavirusa. Prav tako omejitev števila ljudi še vedno ostaja, tako smo si prizadevali in upoštevali razdaljo na sami prireditvi zunaj in pa seveda na slavnostni seji. To so vse dogodki, stvari, ki smo jih pač morali v tem času upoštevati in so vplivale na samo dogajanje, vsekakor.
No, značilnost občinskih praznikov je tudi seveda pojedina, ne, brez tega ne gre, ko je potrebno nazdraviti in seveda še kakšno reči na temo občinskega praznika in na splošno. Zdelo pa se je, da vseeno so malo tisti boni bili, ne, moteči. Zakaj ste se na tak način odločili, torej pogostiti vse svoje občane? Zaradi tega bone, to je tudi torej tlela ideja, pa smo se nekako odločili, vendarle v tem smislu, če bi bilo več ponudnikov. Ne? In je na ta način bi bilo lažje ovrednotiti njihovo ceno praktično. Ne? Samo zaradi tega. Ampak jaz mislim, da je bonov bilo tudi dovolj, tako za jedačo, prav tako za Ne, to pijačo. vsekakor, ne, v vsakem primeru jih je bilo več kot dovolj, ne, študentje ali kdo so jih tam delili, tako, so kar tako. res stvarno Ja, so ponujali ja. in to je dobro, to je bilo odlično izpeljano, ampak ne, Zaradi no. organizacije, samo Aha. zaradi organizacije, ker število bonov je potem bilo merodajno za plačilo ponudnikom. No, dobro, Na ta način. s te strani Ja, gledano s te strani. je to odlično Ja, organizirano. ja, samo s te strani, ne. Ker so bili različni ponudniki. Kaj pa sicer prinaša jesen v smislu vašega delovanja? Razen torej Janežiča, če bo to urejeno, ne, jeseni? Ostale stvari pa so seveda vezane tudi na delovanje zavodov. Pred začetkom šolskega leta je kar nekaj stvari vezano na šole, na gimnazijo. Prav tako zdaj v tem času so se potrjevali na občini oddelki vrtcev. Moram reči, da je seveda interes za vrtce dober, kar smo lahko veseli. Vemo vsi, da je seveda Podgorci imajo prostorske težave in zaradi tega potem tudi odločitev za dograditev novega vrtca. V tej smeri, predvsem v tej smeri, to je tisto, kar je znano. Pride pa še kar nekaj stvari sproti. No, glede na to, da že drugače imate zelo zahtevno službo, ste torej ravnateljica za vse tiste, ki ne vedo, ne, osnovne šole Sveti Tomaž, kako pa usklajujete vse te zadolžitve? Ja, jaz ocenjujem, da uspešno, da dobro. Je kar nekaj stvari, ki jih je potrebno pač narediti tudi doma, ampak smo vajeni. Računalnik je tisti, ki je pri tem v pomoč, tudi telefonski razgovori so tisti, ki se dajo narediti, ne glede na to, koliko je ura, ne, tako da, ja, se da usklajevati. Jaz pa, kar pa se tiče tudi osebno, pa bom rekla, sreča je tudi ta, ampak to je vplivalo tudi na odločitev, ko sem sprejela funkcijo podžupanje. Jaz imam odrasli hčerki, tako da je toliko lažje, ne rabite mame več v tistem odraščajočem obdobju. Če bi bilo drugače, verjetno ne bi sprejela te funkcije. Imate uradne ure, recimo, tudi svoje na občini? Jaz se udeležujem kolegijev o ponedeljkih, to je zjutraj, drugače pa sem, če res ne pride kaj vmes, na občini vsako sredo, od 3. ure naprej oziroma od pol 3. ure pa tam do 5. Se oglašajo občani pri vas? Ja, kar nekaj. Ne, sicer z različnimi težavami, problemi. Tisto, kar je v moji moči, poskušam rešiti, se pogovoriti z tistim, ki seveda ima določene težave, probleme. Drugače pa ga vem usmeriti, kam se obrniti po pomoč. Ja, zmeraj tako prijazno delujete, ne? Tako da verjamem, da se ljudje kar radi obračajo na vas. Jaz mislim, da na vseh teh funkcijah, na vseh teh delovnih mestih moramo tako delovati. No, kako pa so doma, kako podpirajo, ker ste že omenili hčerki, kako podpirajo to vašo funkcijo, verjetno so se že malo navadili, da vas torej dejansko ni veliko doma. Ja, jaz moram reči, da me že prej ni bilo kaj veliko doma, ne, če povem po pravici, ampak ja, zdaj malo več usklajujemo, tako da
Še ostane tudi čas za dom, pa za tista domača opravila, kar mi je veselje, tudi sprostitev. No, včasih seveda vidimo tudi vašega gospoda moža zraven, ne? Tako da ga tudi rad gre z vami. Ja, če mu čas dopušča, kar. No in koliko sta stari vaši hčerki? Ja, moji hčerki sta že, ena bo letos praznovala okroglo 30 let, mlajša pa tudi v teh dneh 22. No, to pomeni, da res ne potrebujete ravno mame zraven več. Ne, v takšnih, ampak v drugih zadevah, ne za kakšne nasvete, to pa še vedno pride mama prav. No, pa še malo na politiko. Ste torej v stranki Nova Slovenija. Stranka je zelo aktivna preko svetnika Kulmaniča največ, ne? Kako pa stranka sicer deluje? Kako recimo delovanje stranke vpliva, oziroma razmišljanje stranke vpliva na vaše delovanje in obratno seveda? Glejte, tako kot ste že rekli, dr. Simon Kulmanič je zelo aktiven, je tudi vodja svetniške skupine in poskušamo se usklajevati, tako bom rekla, ne. Res prihaja včasih do kakšnih razhajanj v tem smislu, da vendarle je pomembno, kako stranka razmišlja, kaj so tiste prioritete. Zdaj moram reči, da si kar prizadevamo tudi vzpostaviti stike z ministri, ki so v trenutni vladi. En obisk ministra je že tukaj bil v Ormožu, Jernej Vrtovec je bil in si tudi skušamo prizadevati, da bi vendarle ta cesta, o kateri se govori že precej časa, da bi zagledala luč sveta v realni izvedbi. In moram reči, glede na pogovore tudi sama, ki sem jih imela z gospodom ministrom, da so realne možnosti. In upam, da bo to, kar smo se dogovorili, tudi držalo. Jaz moram reči, jaz v ponedeljek, ravno ta ponedeljek se pridružim obisku ministra Kralja, ki sicer pride na Ptuj, ampak smo zraven povabljeni tudi župani, podžupani te stranke, krajši razgovor z njim, tako da mi vemo, da imamo tudi na področju doma starejših kar precej želja, vendarle od energetske sanacije doma do tudi razmišljanja v tej smeri, da pa glede na to, da se prebivalstvo stara, tudi v naših krajih, tudi po naših krajevnih skupnosti, tudi v naši občini, je potreben razmislek o še kakšnih dodatnih kapacitetah. No, to je tudi takšna vzpodbudna izjava, ne? Ki bi nas zelo veselila. V kateri smeri pa se torej ravno o tem, kot ste rekli, ne, da se razmišlja o dodatnih kapacitetah, pa razmišljate? Ja, razmišljamo v tem, da bo potrebno v doglednem obdobju še kakšen dom dograditi oziroma preurediti kakšno stavbo, ki je že v občinski lasti. Pa ne samo, kar se tiče dograjevanja v samem centru Ormoža, ampak tudi kje na kakšni drugi lokaciji, v kakšni drugi krajevni skupnosti. No, zanimivo oziroma dobra rešitev je bila torej dom starejših občanov v Svetem Tomažu. Verjetno bi si kaj takšnega torej želeli tudi v središču, ob Dravi. Zdaj, kakšno je njihovo razmišljanje, to bodo sami povedali. Zagotovo, na vseh področjih je težava. Če pogledamo celotno Slovenijo, problem starejših, staranja prebivalstva in pa potem tudi kako poskrbeti. Vendarle starejši ljudje so celo življenje bili aktivni, so delali, zdaj vemo, da vendarle to razmišljanje, da so otroci nekako odgovorni za starejše, ni več tako v ospredju in je dom idealna rešitev. Prostor,
kapaciteta, ki je v bližini doma, pa še nekaj, to razmišljanje o tako imenovanih dnevnih centrih bi verjetno marsikomu prišlo prav, ne? Ker tudi delovna doba je daljša in ljudje seveda ne živijo več toliko skupaj. Tudi, če že pogledamo varstvo otrok, če zdaj prenesem, ne, babice več toliko ne poskrbijo za svoje vnuke v tem smislu, da bi bile na razpolago za čuvanje. Enako je potem pri starejših. Enostavno ni možno, ker so aktivni prebivalci oziroma otroci še v službah. No, vsekakor. Pravzaprav gre za en takšen vrtec, ne, za starejše. Tudi o tem se razmišlja, ne, da potem se starostnika pripelje zjutraj, je čez dan v oskrbi in potem popoldan po službi pa lahko gre domov. Tudi te ideje so nekako v ospredju. V Ormožu se zelo rado govori seveda o razvoju gospodarstva, turizma. Kakšno je razmišljanje vaše v to smer? Vemo, ne, premaknilo se je, premika se vsekakor na boljše, aktivnosti so odprte z vseh strani. Bi nam morda še v tej smeri izdali kaj, morda kakšno skrivnost? Zdaj, vsi si želimo, da bi se gospodarstvo seveda prešlo na višjo stopnico, doseglo razcvet, ampak žal tudi ta epidemija ni doprinesla k temu. Zdaj, če grem na področje tudi turizma, tudi to, kar se dogaja na področju vinogradništva, nam ne more biti v ponos, zagotovo ne. Tudi zelena trgatev in s tem povezana določena sredstva, ki bi jih naj vinogradniki dobili, je že prav, ne? Ampak vendarle se moramo zavedati, da pa sredstva za ohranitev, če mi želimo ohraniti krajino, vinograde na teh naših področjih, seveda to ni dovolj, tako da so naši pridelovalci grozdja v resnično takšnem nezavidljivem položaju. Občina je prav tako oziroma bo sedaj z rebalansom, ki se ga bo sprejelo v ponedeljek, zagotovila določena sredstva kot pomoč vinogradnikom. Ker vendarle, kljub temu, če se bo kdo odločil za zeleno trgatev, vinograde pa je potrebno obdelati, ne? In sredstva za to bodo potrebna. Žal, od tega občina sama kot taka lahko samo daje določene spodbude, si pa želimo seveda, da bi pridelki, ki jih naši pridelovalci, kmetje, ker vendarle je občina Ormož še precej kmetijsko področje, kar je prav in to moramo ohraniti, da bi ti pridelki pa bili za ustrezno ceno torej lansirani na trg. Kakšno pa je vzdušje med občani, recimo konkretno v Miklavžu pri Ormožu? Pravzaprav se vi veliko, ne, hodite naokrog in se radi pogovarjate z občani. Kakšno je vzdušje po vašem mnenju? Jaz mislim, govorim o večini, da takšno pozitivno, spodbujajoče, verjamem pa, da so posamezniki, ki pa seveda bi želeli drugače, imajo svoje ideje. Jaz vedno rečem tako, ne, vse ideje, vse zamisli so dobrodošle, če so seveda podkrepljene z konkretnimi rešitvami in pa tudi v končni fazi s tem razmišljanjem, da pa je vendarle potreben konsenz večjih ljudi, ne samo tistega posameznika. Kako sodelujeta z županom? Ja, jaz mislim, da je čisto v redu, korektno, profesionalno, tako da... No, sovaščana ste pravzaprav. Sovaščana tudi, ne, midva sva se prej poznala, tudi bila prej, tudi v občinskem svetu, tudi v krajevnem svetu, prav tako sva bila vezana na organizacijo oziroma izvedbe krajevnih praznikov pri Miklavžu, tako da tako ali tako se osebno poznava, tako da
ni z tega vidika težav. Se tikata ali se vikata? Jaz moram reči, midva se tikava, ker se vendarle precej časa poznava, ampak delujemo pa profesionalno. Ohranjava profesionalno raven. No, kaj pa si vi recimo kot podžupanja želite v smeri razvoja občine Ormož? Kdaj bi recimo bili srečni, recimo, z tega vidika, ne, z vaše funkcije? Jaz bi rekla takole, da se uresničijo vse tiste začrtane naloge, projekti, ki si jih začrtamo v proračunu, pa še seveda zraven pride marsikaj med letom, ker namreč precej stvari je odvisno od občine kot take, kar se tiče uresničitve projektov. Marsikateri projekt pa je tisti, ki da zadnjo besedo na njega ali pa zadnji žegen država. In dostikrat je tako, da se potem tukaj na ravni države ustavi. In tega bi si želeli malo več, malo hitrejšega ukrepanja na državni ravni in pa seveda, da se ti projekti, za katere so vloge na državnih institucijah, uresničijo. In jaz mislim, da ker je vse to seveda v korist občanov, to se ne dela ne za župana, ne za mene, ampak praktično za vse. Irma, hvala lepa, da ste si vzeli čas, lepo, prijetno je bilo poklepetati z vami, tako kot vedno, pravzaprav, kjerkoli se že srečujemo. Veliko uspeha vam želimo pri vašem delu, če ne prej se bomo verjetno spet srečali prihodnje leto, ne? Pred občinskim praznikom, ko boste lahko že predstavili, predvidevam veliko aktivnosti in vseh nekih dogajanj v okviru občinskega praznika. Letos je minilo tako, kot pač je, ne? Žal je bilo vse skupaj okrnjeno, ampak nič ne de, začeli smo s občinskim praznikom. Pa morda še samo za konec, kakšna lepa misel, teh ste običajno polni? Zdaj, ker je ravno preddopustniški oziroma predpočitniški čas, vam vsem skupaj ali pa nam vsem skupaj želim navdušujoče doživete, brezskrbne dopustniške in počitniške dni. Potem pa znova v jesen veselo na delo. Irma, še enkrat hvala lepa in srečno. Hvala tudi vam, nasvidenje. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, Irma Murat je bila z nami podžupanja občine Ormož, prijetna kot vedno. Upam, da ste uživali v najinem klepetu. Vsekakor pa se nam pridružite tudi prihodnji teden, takrat pa bo z nami psihologinja, in sicer psihologinja, ki deluje na gimnaziji v Ormožu, Vesna Tomše. Verjamem, da bomo spet imeli en prijeten klepet na temo naših mladostnikov, tot naokrog in še drugače po državi. Hvala lepa in srečno torej.